Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 16. julija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Po napadu na policista v Kočevju minister napoveduje prednostno obravnavo napadov na policiste in hitrejše kazenske postopke. Obisk pri Snagi le po najavi. Kidričani Ljudski vrt vzeli za domačega, o Mariboru ne razmišljajo. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na večer.com. Napad na policista v Kočevju, ki ga je med policijskim postopkom z avtomobilom huje poškodoval večkratni povratnik Marjan Grm, bo sprožil spremembo kazenske zakonodaje. Minister za notranje zadeve Franci Matos napoveduje novelo zakona o kazenskem postopku, s katero bi napadi na policiste postali prednostne zadeve. Cilj je, da bi od kaznivega dejanja do začetka sojenja menilo največ 6 do 8 mesecev, saj po ministrovih besedah večletni postopki izgubljajo odvračilni učinek. Ob tem opozarja na kadrovsko podhranjenost policije, prenizke plače in pomanjkanje vlaganj v opremo. Policijska sindikata pa po napadu znova zahtevata sistemske ukrepe za večjo varnost policistov. Z razmerami v policiji se je pred dnevi ukvarjala tudi politika. Ob obravnavi letnega poročila policije za leto 2025 je odbor Državnega zbora za notranje zadeve sprejel 12 sklepov, s katerimi od ministrstva pričakujejo vrsto ukrepov, od povečanja števila policistov in izboljšanja njihovega položaja do krepitve varovanja državne meje in boja proti organiziranemu kriminalu. Pišeta Damjana Žišt in Elizabeta Planinšič. Bralec nas je obvestil, da je mogoče osebne zadeve pri javnem podjetju Snaga urejati v času uradnih ur le po predhodni najavi. Tega tudi sam prej ni vedel, zato je, če tudi v času uradnih ur, ostal pred zaprtimi vrati, ker ni imel naprej določenega termina obiska. Pri Snagi pojasnjujejo, da so januarja uvedli sistem predhodnega naročanja za osebne obiske, s čimer želijo skrajšati čakalne dobe in uporabnike pozivajo, da večino zadev uredijo na daljavo. Osebni obisk pa je namenjen predvsem primerom, ko zadeve ni mogoče urediti na daljavo, še dodajajo. Bralec se s tem ne strinja, saj meni, da izraz uradne ure pomeni, da lahko opravi zadeve brez predhodne najave. Podrobnosti v članku Gregorja Grossmana. Aluminij se pripravlja na eno najpomembnejših tekem v svoji zgodovini. V povratnem obračunu prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo bodo v mariborskem Ljudskem vrtu gostili ekipo Šerifa iz Tiraspola. Obračun v Moldaviji se je končal z obetavnim rezultatom za Kidričane, bilo je 0-0. Včeraj ob 17. uri je bilo za povratni obračun prodanih približno 1500 vstopnic. V taboru rdeče-belih se nadejajo vse štajerske podpore. Obračun se bo danes v Ljudskem vrtu, ki so ga Kidričani vzeli za svojega, začel ob 20. uri. Kaj pa je povedal trener Jura Arsič pred nedeljskim obračunom z Mariborom? O nedelji ne razmišljamo, gremo tekmo po tekmo. Res bo malo časa za regeneracijo, ampak trenutno smo 100% osredotočeni le na Šerif. Šele po tekmi bomo začeli razmišljati o Mariboru, zato tega naprej ne želim komentirati. Več o aktualnih športnih zadevah, tudi o svetovnem prvenstvu, pa na večer.com. To je bil Večer izjutraj 16. julija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odcvetel pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, kritik in pobud na različnih kanalih. Se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.